Spremenjena ekipa, ne, prve tekme. Bešiktaš je pač ni ista ekipa kot tisti nasprotniki, ki smo se srečali z njim v prvem delu, v prvem krogu. Predvsem so močnejši na poziciji 2-3 z igralcem Hollandom, ki se je pridružil ekipi takoj po naši prvi tekmi. In pa seveda na poziciji 4 z Kejanom Baramovićem, ki je tam že igral, vemo, kdo je on, izkušen igralec, ki je veliko pomeni, ki pa trenutno ni neki formi, se še išče. Tako da Holland pa že daje svoje in sigurno je en velik plus k njihovi igri, predvsem v napadu. Drugače pa generalno ekipa dobrih napadalcev, na znanih pozicijah Tunčeri in pa Astur. Predvsem Astur se je vrnil v dobro formo v zadnjem času. Na dvojki izredni strelec Lofton, pa seveda zdaj tudi Holland lahko igra na dvojki ali trojki, lahko igrata skupaj v določenem obdobju tekme. Ne smemo pozabiti na avstralskega reprezentanta Brokova, ki se je v zadnjem času malo preselil tudi na pozicijo 4. Vemo, da je dober strelec razdalje, da samo nekako drži njihovo širino igre in pa seveda zadeva. Pod košem pa vse ostalo isto. Armstrong, Johnson, dva temnopolta igralca, izredna skakalca, dober šut z razdalje, močna, korpulentna. Tako da nas čaka kar težko delo, vendar ne mogoče. Mi normalno igramo svojo publiko in želimo si pač doseči novo zmago v World Cupu. Želim ste Loftona, ki se nekako igra Bešiktaš, okoli njega vrti, bo kakšen poseben podat na njega, mogoče Rupnik zaradi tega spet začel. Mogoče Rupnik tvoj ne bo niti igral, lahko do tega še prijemo, ker je dobil velik udarec v rame in ima velike probleme z ramenom pri reprezentantiku in smo svetovali, da ne bi smel dobiti še kakšnega udarca, kakšnega kontakta in zato jutri niti ne bo v ekipi. Drugače pa, kar se Loftona tiče, pač normalno, na njemu pač se zmenjali več igralcev, skušali bomo pač ga odrezati, da bo čim manj žoga pri njemu, kajti brez žoge bo težko dal koša, to bo naš cilj. Ni pa samo on, ne, ta. Bešiktaš kaj drugače igra, kot pa na začetku? Dobro, v bistvu na začetku so bili še nekako, sem imel občutek neoigrani. Zdaj imajo že nekaj težkih tekm, predvsem domačega prvenstva za sabo. Načelno pa vse sistemi igre, ki so bili, kako smo gledali, je vse isto, kot je bilo v prvi tekmi. Kako ste se zdaj lotili petih tekem, več ali manj drugi del je zagotovljen sistem tekmovanja, tako da je vsem, koliko zmakno še, kako se lotili v bistvu nimamo kaj veliko zbire. Ti se ne moreš tekme zbirati, ne reči, da bomo pa eno igrali tako ali drugače, eno manj intenzivno ali karkoli že. Brez kalkulacije bomo igrali do konca to tekmovanje, s tem, da bomo seveda takoj potekmali z mislimi na vodi. Kaj je spočit malo glavne igralce? Dobro, vprašanje. Glavni igralci že tako počivajo od poškodb, zdaj za zdaj. Zdaj se vrnil najbolj spočiti. Pričakujem, da bo drug teden se pridružil še Murić. Včeraj je začel trenirati Brodnik, tako da počasi bomo kompletni, bomo imeli večjo širino, daljšo klop in bo tudi vsem ostalim lažje. Kakšna situacija pa Begić pa? Dobro, Prepelić počasi prihaja nekako noter, vidi se, da je imel daljšo pauzo, kajti po svetovnem prvenstvu mislim, da nič ne treniran, kamor je igral, tako da se je videl, da je izgubljen na začetku, ampak to bo z delom in s treningi pač počasi prišel na svoje. Begić pa, kot vidite, tu na človeku je igral, kako bo po tekmi, kako bo naslednje tekme, pa vse skupaj ne vem. Premirzi ta negotovost, ki vpliva na njega? Ja, na njega mogoče res ne, na nas niti ne. Mi se vsi skupaj in igralci in strokovni štab in klubov zavedamo pač, da Meza tu pomaga, dokler ne bo dobil
kluba, ki mu ustreza oziroma ki si ga on želi. Vsi skupaj vemo, da bo ta trenutek prišel, da bo prišel, pa noben ne ve. Zigo Keva ni nekako Ja, sigurno, ni bil z nami, če ni igrajec tudi ni z ekipo, če ni igrajec pač dva časa odsoten, pa pol želi, pa tudi trenira sam, je malo drugače, če treniraš ti sam, ali pa treniraš z ekipo, to se vse skupaj pol seveda tudi na igri pozna. V petek je ključno vlogo Marinelli odigral, glede njegov razvoj po željah? Dobro, v bistvu Marinelli je že dobil priložnosti, pa je ni izkoristil, zdaj je to priložnost dobro izkoristil na tej zadnji tekmi, vendar hitro je še ugotavljati, oziroma hitro ga je nekako ni dobro povzdigovati neke zvezde, kajti on je mlad igrajec, potrebuje še ogromno takih tekem, da se bo nekako ustalil, da bo dobil samozavest. V bistvu fant dela normalno, dela tako, kot treba in več, ko bo takšnih tekmih, večja bo tudi njegova minutaža in tako se bo lahko razvil v igralca, ki od njega pričakujemo, oziroma pričakuje sam. Kako pa komentirate recimo dejstvo, da je Olimpija podaba ligaša v Evrokapu edina, ker nekako brez težav pluje proti drugem delu Dušan Partizan? To so pa stvari, v bistvu, ki ne vem, če bi lahko komentiral, ne vem, kaj se dogaja v drugih sredinah. Vem samo, da imajo vsi iste probleme. Vsi, ki igrajo 2 tekme na teden oziroma kjerkoli evropska tekmovanja, Euroliga ali pa Eurocup, igraš, ima sigurno malo večje probleme z ABA ligo, kot pa tisti, ki cel teden čakajo samo na te tekme. Salin je že konceptna predvidena. Salin, v bistvu je rehabilitacija dokaj dobro. Četrtega bomo probali sposobiti, da bo imel nek poskusni testni trening in če bo ta trening zdržal, se pravi, bo lahko že z nami potoval v Podgorico. Drugače, če pa bo ta bolečina prevelika, bo pa spustil še to Podgorico in bo sigurno podreka dalje z ekipo. Pri Muriču se to podaljšuje, Murič je pač se nekako odločil takrat pred sezono, da gre na to še eno operacijo, artroskopijo, še nek dodatno čiščenje kolena. Vsi skupaj smo mislili, da bo to, vsi govorili, da bo to samo 14 dni. V bistvu se ta 14 dni zdaj zavleklo, se je vrnil, je probal, ampak zopet je začutil nekaj bolečine v kolenu in pač v bistvu zdaj nekako vsi skupaj odločili, da se dokončno pozvaja do konca, da začne brez bolečine in da pol več pauz ni. Čuti tega strah? Ja, bolje tega v bistvu ne vprašati. Mislim, da ga ni toliko strah, kot bi rad, da enkrat, ne vem, ljudje najbrž drugače reagirajo, eni na bolečino, drugače reagirajo na težave s temi koleni. Ljudje smo različni, je pač on si želi, da bi to pač pozdravil zdaj 100% in da ne bi več problemov. Treba je pa igralcev verjeti, tako sem zadnjič že rekel, treba spoštovati njegovo mnenje, njegove želje in na silo enega pripeljati in igrati, da se mu kaj zgodi, nima smisla. Oziroma, da se opet z glavo ni pri igri, pri treningu, ampak samo razmišlja o tem kolenu.